Ja, tale nocojšnja oddaja je totalno športna, ni? Goran Dragič, pa karte za finale Eurobasketa so potalala, prav fajn. Žogami smo se igrali, žonglirali smo. Ko smo ravno po žogah, a veš, kaj imata skupnega David Beckham in Lionel Messi? Vem, oba sta košarkaša. Napreduje, žogo igrata, ja. Pa še nekaj imata skupnega? Dve čudoviti ženi. To je tudi res, ampak recimo tudi tenisačica Serena Williams je čedna, pa ni ne žena od prvega, ne žena od drugega, to ni ta povezava. Kaj pa veze tle Serena Williams? Ja, tudi ona ima zvezo z Davidom Beckhamom, pa Lionelom Messijem, pa tudi Ricky Martin in berlinski filharmoniki imajo vezo s prvimi tremi. Ja, pa kdo še? Pa še Elda Vilar, pa Elsa Budal? Ne, ti dve dami zaenkrat ne, vsekakor pa tja spada tudi Lado Leskovar. Se ti kaj svita? Mal se mi, sam raje ti povej, kad ram kam brcam temo, pa me bo pol noga bolela. Ja, ne, treba je povedati, kaj so oni, vsi našteti so ambasadori UNICEF-a. Sej sem vedel, vedel sem, ker si rekel Beckhama pa Messija. Ja, si vedel. Sem ti puštil malo veselja, da... No, pa malo povej, kaj viš? Jaz vem, da je UNICEF kratica za United Nations Children's Fund, ki je edina organizacija v okviru Združenih narodov posvečena izključno otrokom in ki skrbi za njihovo preživetje, zaščito in razvoj. Tako, bravo, veliko veš. Jaz se pa še iz otroških let spominjam onih super sestavljanj, ki so imeli, pa te kartice smo kupovali, voščilnice za novo leto in potem pošiljali. Tako, ja. Super. Lepo poslanstvo, ampak ni pa treba biti ravno zvezdnik, da pomagaš otrokom svetu. Tako, res je, otroci so prihodnost našega planeta in čisto vsi si zaslužijo le najboljše. A vprašava še koga na tribuni? Dajmo malo vprašati, ki imamo kak mikrofon, dajmo malo pogledati, do kaj ve, mogoče tukajle, lahko samo malo, da se tukajle vsem, do večer, vi ste? Nihada. Kaj vi mislite, da lahko mi odrasli naredimo za otroke sveta? Ne vem. Vse lahko naredimo. Recimo sodelujemo v programu Starši otrok sveta, tu v Sloveniji, UNICEF Slovenije. A res? To je pa zelo zanimivo. Bravo. A bo šlo? Dobre, še malo bo tja, tako. Razširil se je tale vid. Odkot prihajate, če smem vprašati? Iz Bosne sem. Iz Bosne? Ozbiljno? Super. Ne, sedaj bo kar po slovensko, da ne bomo rabili podnaslavljati. Kaj pa počnete? Študiram tukaj. Študiraš? A res? Kaj pa? Ekonomijo. Oziroma marketing. Spravi, prihajate, ste rekli, iz Bosne, vas je morda pregnala vojna? Ne, prišla sem tu na študij. Kaj pa prej? Štipendijo sem dobila in sem prišla na magistrski tu. Bravo. Pa je zanimivo, ste imeli kakšno povezavo z UNICEF-om? Ja, sodelujem v tem programu. No, ampak že mogoče prej, v mlajših letih, otroštvu? Ja, na nek način, ja. Pa, ko je bila vojna v Bosni, sem jaz bila na Hrvaškem. Tako da sem v tem času jaz tudi bila en med otrokom, ki je rabil pomoč. In ste UNICEF pomagal in tako naprej. Ampak to je super, ne? Pa če v bistvu zdaj pa nekako vračate... Ste kaj članili, zdaj tudi kaj pomagate UNICEF-u? Ja, pred kakim mesecem sem postala tudi jaz član tega programa. Se pravi, družina UNICEF-ovih staršev otrok sveta, to je mesečno darovanje, če se ne motam, ne? Ja, in s tem pomagate otrokom po svetu. Ja, sami si dejansko izberete iznos, tako reči? Ja, znesek? Znesek, ja. Še vedno se učim, ja. Super ti gre. In to gre za različne programe pri UNICEF-u. Ja, super. In sem zelo srečna, da sodelujem. Ste aktivni in če ste tudi prejemali pomoč, zelo zanimivo, mislim, da je kar primerna kandidatka, da greste z nami na oder, pa da se kaj več pogovorimo. No, pridite. Nihada. Evo, vas bomo še ozvočili, tako da se vas bo slišalo. V redu? Ker midva pač vam morava povedati, da to vašo zgodbo poznava. Ja, to vašo zgodbo poznava in veva, da ste prejemali pomoč UNICEF-a in tudi veva, da ste zdaj članica tega gibanja in tudi zato ste zelo primerna za eno malo presenečenje, ki smo ga pripravili za vas. A se lahko tikava? A ste se kdaj sprašvali, kako izgleda mogoče delo na terenu? Ja, seveda. Te zanima to? Ja, ker pred
kakim mesecem smo imeli predavanje in je bila tu gospa Irena, če se prav spomnim, iz UNICEF-a in je tako povedala svoje izkušnje z terena, pa sem bila navdušena, res. Tako, bravo. Ja, no to, da še samo poveva to vašo zgodbo, nam je zaupala vaša prijateljica Elena, ki tudi tamle sedi. Ja, predstavniki slovenskega UNICEF-a in pa profesorica Pisnikova iz ekonomske fakultete. In prav, kot sem že prej rekel, zato sva videla zelo zadovoljna, da vam lahko zdaj razkrijeva to presenečenje. Zdaj, pač UNICEF se nekako v sodelovanju s POP TV odločil, da mogoče na en način kakšnemu od staršev otrok sveta omogoči ta obisk na terenu. Pa če kar pogledamo, mogoče to. In ker ste vi, ravno to sem hotel še dodati, ker ste vi izkusili, kako je, ko si otrok in si pomoči potreben in ker tudi veste, kako lepo je biti eden od staršev sveta in še posebej zato, ker so vsi, ki vas spremljajo in vas obdajajo, rekli, da ste čudovita oseba, je UNICEF zbral ravno vas. Ker poglejmo tole vabilo. Draga Nihada, v začetku avgusta boš z UNICEF-om odpotovala na obisk terena v Zambijo. Slišali, da je to srčna želja in smo rekli, dajmo to narediti. Ja, tukaj je tudi uradna potrditev in jasno še mapa UNICEF-a z mnogimi podatki, ki vam bodo prišli prav, preden se odpravite na to čudovito pot. Ampak zahtevno, seveda. Tam boste videli, kako poteka delo na terenu in lahko seveda tudi iz prve roke pomagali otrokom. A ste za, oziroma si za? Ja. Bo v redu? Še morda komentar Eleni in vsem. Ne vem, kaj naj rečem, mislim. Hvala. Ste zadovoljni in boste naredili vse, kar je v vaši moči. Super, potem pa dajmo še en aplavz. Veliko hvala. En lep aplavz za Nihado. Veliko hvala.